Danes se podajamo na potovanje z Macintoshem, ampak pozor, to ni samo zgodba o enem računalniku. Ne, to je pravzaprav zgodba o revoluciji. O revoluciji v tehnologiji, v oblikovanju, o nečem, kar v bistvu traja še danes. Začelo se je, kot vemo, v eni garaži, danes pa je v samem središču našega digitalnega življenja. In točno to, ta misel je bistvo vsega. Macintosh, veste, ni bil nikoli zbroj skupek nekih kablov in čipov, bil je ideja. In kakšna ideja? Samo pomislite, namesto da bi se morali učiti neke zapletene ukaze, je bilo treba samo prijeti miško in klikniti na ikono. To je bila ta genialna zamisel, tehnologija, ki se prilagaja človeku in ne obratno. In to je spremenilo vse. No, in kje se je vse skupaj začelo? Potovanje nas popelje nazaj v tisto slavno garažo v Los Altosu. To je prostor, kjer so vizionarji sanjali o računalniku, ki bi bil dostopen čisto vsakomur. O ljudeh, ki so si upali, misliti drugače. Zgodovina Maca je res polna prelomnic. Poglejmo si ključne trenutke. Leta 1984, bum, prvi Mac šokira svet. Grafični vmesnik, miška. Naenkrat računalnik ni bil več samo za strokovnjake, ampak za vse. Potem skok v leto 1997. Jobs se vrne in z barvitim, skoraj igrivim iMacom G3 dobesedno reši Apple pred propadom. Leta 2005 sledi res ključen prehod na Intelove procesorje, kar je prineslo ogromno hitrosti in, kar je pomembno, združljivost s PC svetom. In potem, leto 2020, Apple z lastnimi čipi iz serije M popolnoma pretrese industrijo in ponovno postavi pravila igre. In kdo se ne spomni tistega legendarnega oglasa 1984 z Super Bowla? To ni bil samo oglas, bil je manifest. S tem oglasom so napovedali konec tiste sive, zapletene dobe računalnikov z ukaznimi vrsticami, ki jih je obvladoval veliki IBM. Macintosh pa je prinesel barve, preprostost, občutek, da je računalnik lahko prijatelj, ne samo neko hladno orodje. Res, to je bil uporniški krik, ki ga slišimo še danes. In točno ta uporniški duh je pritegnil, prav posebno skupino ljudi. V 90-ih z orodji, kot sta Adobe Photoshop in Illustrator, je Mac postal absolutno nepogrešljiv za oblikovalce, glasbenike, umetnike, za vse kreativce. Postal je, če hočete, digitalno platno, na katerem so se rojevale prve prave digitalne mojstrovnine. In dokaz? Poglejmo samo uspeh iMaca G3. Ko se je Jobs vrnil, tisti prosojen bombonast dizajn je dobesedno rešil Apple. Številka je nora, 800 tisoč prodanih enot v prvem četrtletju. Ampak to ni bila samo prodajna številka. To je bil dokaz, da ljudje res hrepenijo po tehnologiji, ki ima dušo. In kako se je ta celotna filozofija razvijala skozi leta? Najbolje, da si pogledamo en konkreten primer. Model, ki jih za mnoge predstavlja absolutni vrhunec Appleove vizije vse v enem. Govorim seveda o osupljivem 27-palčnem iMacu iz leta 2020. Seveda, te številke na papirju so impresivne, ampak kaj v resnici pomenijo v praksi? Pomenijo tole, da je mogoče urejati 4K video v realnem času, brez enega samega zatikanja. Pomenijo, da je mogoče ustvarjati kompleksne 3D modele, ki se ti praktično izrisujejo pred očmi. 10-jedrni Intel Core i9 do 128 GB rama, to ni samo gola moč, to je svoboda. Svoboda ustvarjanja, res, sanjski stroj za profesionalce. Ampak ključna točka vsega je zaslon. 5K retina. To je, da si lažje predstavljamo, več kot 14 milijonov slikovnih pik. To ni samo zaslon, to je resnično okno v drug svet. Kaj to pomeni za fotografa? Da vidi čisto vsako najmanjšo podrobnost na sliki. Za videomontažerja, da vidi barve točno tako, kot bodo potem videti v kinu. To je, preprosto čarovnja. Vendar pa danes moč iMaca ni več samo v njem samem. Daleč od tega. Z rojstvom iPhona in kasneje iPada se je Mac prelevil v nekaj več. Postal je srce enega neverjetno povezanega ekosistema, kjer vse naprave med seboj sodelujejo v popolni harmoniji. Poglejmo si en klasičen primer, kako to deluje. Posnamemo video na iPhonu. Ko pridemo domov, do iMaca, je video že tam, kar čaka pripravljen za urejanje. Ko je projekt končan, si ga takoj ogledamo in delimo na iPadu. Ni kablov, ni nekega mučnega prenašanja datotek, vse preprosto teče, brezhibno. No, to je ta prava moč ekosistema.
In kako vse to sploh deluje? Ja, s pravo programsko čarovnijo. Recimo handoff. Začneš pisati mail na iPhonu, dokončaš ga na Macu. Ali pa AirDrop, v sekundi pošleš cel album fotk prijatelju. S funkcijo Continuity Camera iPhone postane najboljša spletna kamera, kar smo jo kdaj imeli. Sidecar pa iPad spremeni v dodaten, super uporaben zaslon. Vse skupaj je zasnovano z eno samo mislijo v ozadju, da preprosto deluje. Za konec pa še eno poglavje, in to morda najbolj presenetljivo v celotni zgodbi Maca. Dolgo časa je veljalo, da Maci pač niso za igre. Pika. No, ti časi so definitivno minili. Mac postaja, verjeli ali ne, resna igriškarska platforma. Tale primerjava pove praktično vse, kar je treba vedeti. Včasih je bil Mac za igre, kako bi rekel, no, ni bil. Malo iger pa še te so bile slabo optimizirane. In danes čisti obrat za 180 stopinj. Imamo največje AAA naslove, recimo Baldur's Gate 3, ki tečejo popolnoma brezhibno. Zmogljivi M-čipi zagotavljajo res noro zmogljivost, za povrh pa je tu še Apple Arcade z več kot 200 ekskluzivnimi igrami. Svet se je obrnil na glavo. In zmogljivost je res osupljiva. Novi Apple Silicon čipi, kot je M4 Ultra, lahko poganjajo najzahtevnejše igre v 4K ločljivosti pri 60 sličicah na sekundo. In to ni vse. Zraven je še napredna tehnologija sledenja žarkom, ray tracing, ki ustvarja neverjetno realistične svetlobne učinke. To ni več nek kompromis, to je preprosto vrhunska igriškarska izkušnja. In tako se naše potovanje počasi zaključuje. Od tistega prvega uporniškega Maca pa vse do danes, zgodba v svojem bistvu ostaja enaka. Ne gre samo za naprave za gadžete, gre za orodja, ki posameznikom omogočajo, da svoje sanje in ideje spremenijo v nekaj resničnega. To je torej zgodba o inovaciji, ki, kot vidimo, še vedno traja. Od tiste genialne preprostosti prvega klika z miško, pa do te neverjetne, skoraj čarobne povezanosti celotnega ekosistema danes. In za konec še vprašanje v razmislek. Kaj je tisti najljubši, morda najbolj uporaben del tega ekosistema za vsakoga? Hvala za pozornost.